Ta teden je podpredsednica Združenih držav Amerike zbrala milijone dolarjev za svojo politično prihodnost v domu moškega, katerega denar je pomagal zgraditi imperij dezinformacij Tuckerja Carlsona. Vse to pa je počela le nekaj metrov stran od registriranega agenta Katarja. Dobrodošli nazaj v Access of Truth. Sem Emily Schrader. In 19. avgusta je podpredsednik J.D. Vance organiziral zbiranje sredstev v Southamptonu, v domu pakistansko-iranskega poslovneža Omida Malaka. Zbrali so več kot 5 milijonov dolarjev za republikanski nacionalni odbor od približno 35 ljudi, pri čemer so sedeži dosegali tudi $250 000. A to ni prvič, da je Vance sprejel Malakove denar. Malak je leta 2024 v Hamptonsu organiziral tudi zbiranje sredstev za Vancea. In Malak ni le donator. Je tudi predsednik podjetja 1789 Capital, ki ga je ustanovil skupaj z Rebecco Mercer in Chrisom Baskirkom. Kasneje pa se jim je pridružil tudi Donald Trump mlajši. Kot partner, ki je leta 2023 vodil tudi 15-milijonsko investicijo za zagon medijskega podjetja Tuckerja Carlsona. Kmalu po tej investiciji pa se je to zgodilo z oddajo Tuckerja Carlsona. Zapisi FARA, vloženi na Ministrstvu za pravosodje, kažejo, da je podjetje Luminate Advisors katarski ambasadi v Washingtonu prejemalo $180 000 na mesec za organizacijo medijskih nastopov za Katar. Marca 2025 je Luminate omogočil prijazen pogovor med Carlsonom in katarskim premierjem. V sami prijavi je bil namen opisan kot obramba premierja pred kritikami, ker si je želel ustaviti vojno z Islamsko republiko. Intervju je v nekaj urah dosegel 6 milijonov ogledov. Toda Carlson vztraja, da nikoli ni prejel niti centa od katerekoli tuje države. Medtem ko obsesivno govori v tiradah o Izraelu in Judih ter širi teorije zarote in fanatizem v prid muslimanski bratovščini. Dejansko poveličuje nekatere najslabše diktature na svetu, seveda pa ves čas igra, kot da mu je Amerika na prvem mestu. Res je, da FARA dokumenti ne navajajo, da bi bil Carlson plačan neposredno. V njih piše, da je registrirani katarski agent plačeval 6-mestne zneske na mesec, da bi katarskega premierja postavil pred Carlsonovo občinstvo pod katarskimi pogoji in branil katarsko stališče glede Irana. To se je zgodilo, ker je to toliko boljše, veste. Kakorkoli, odkar je ta naložba prispela, je Carlsonova platforma dosledno zagovarjala, da se islamskega režima v Iranu ne drži odgovornega za karkoli in je postala izrazito sovražna do Izraela. Dal je tudi Katarju, muslimanski bratovščini in celo političnemu islamu kot celoti naklonjen posluh, ki si ga iskreno povedano ne zaslužijo. Zdaj poglejte, kdo še je pobiral katarski denar, medtem ko se je gibal v istem omrežju. Garrett Venturi, ki se je prav tako udeležil zbiranja sredstev za J.D. Vancea 19. avgusta in je tudi nekdanji poslovni partner samega Malika. Venturi vodi podjetje z imenom GRV Strategies. FARA Evidence pa kažejo, da mu Katar plačuje $80 000 na mesec za medijsko plasiranje. Te prijave zdaj kažejo, da GRV ponuja zgodbe konzervativnim medijem. In v vsaj 2 dokumentiranih primerih je v nekaj dneh sledilo prijazno poročanje, saj sta tako Fox News kot New York Post objavila uvodne prispevke. Daleč preden se je sploh registriral kot tuji agent za Katar, Venturi je bil v medijih opisan kot predstavnik Omida Malika in skupaj sta celo začela poslovati. Financirala sta konzervativni mediji z imenom The Washington Reporter. Zdaj se je Venturi umaknil iz tega medija, svojega lastnega medija z Malikom, šele potem, ko se je registriral kot agent Katarja, pri čemer je navedel očitno navzkrižje interesov. Kljub temu je bil še vedno eden izmed približno 35 vina ljudi v Malikovi hiši ta teden na zbiranju sredstev za moškega, ki želi postati republikanski predsedniški kandidat leta 2028. A vendar gre to globlje kot le eno zbiranje sredstev. Chris Baskirk, še en gostitelj tistega dogodka z Vanceom prejšnji teden, je prav tako soustanovil mrežo Rockbridge Network skupaj z JJam. Vance, mreža, ki jo podpirajo veliki donatorji, med njimi Malik in tudi Peter Thiel. To je tudi donatorska infrastruktura, ki je sploh pomagala zgraditi Vanceovo politično kariero. A Malik se ni ustavil le pri medijih in zbiranju sredstev. Ustanovil je tudi The Executive Branch, zasebni washingtonski klub, ki bogatim članom dejansko prodaja dostop do visokih Trumpovih uradnikov, ki ga je ustanovil skupaj z Donaldom Trumpom mlajšim, Stevom in Alexom Witkoffom ter Chrisom Baskirkom. Torej je isti človek, ki je pomagal financirati platformo Tuckerja Carlsona, tudi soustanovil mrežo donatorjev, ki stoji za Vancevim vzponom. In prav tako soustanovil zasebni klub, ki prodaja dostop do preostale administracije. To so 3 ločene točke pritiska na trenutno administracijo Bele hiše, vse povezane z istimi ljudmi, ki imajo zaskrbljujoče vezi s Katarjem. Poleg tega obstaja dokumentiran vzorec sovražnih, protižidovskih in odkrito protiameriških vrednot, ki izhajajo iz projektov, s katerimi je še vedno na takšen ali drugačen način povezan. To sicer ne dokazuje, da je Malik odgovoren, vendar vsekakor upravičuje temeljitejšo preiskavo tujega vpliva, še posebej glede na vzorec, ki ga vidimo pri Katarju. Pred volitvami leta 2024 je le približno 10% katarskih registriranih stikov z mediji je bilo usmerjenih v konservativne medije. Po Trumpovi zmagi pa je ta številka poskočila na več kot polovico.
Katar se je namerno odločil preusmeriti svojo vplivno operacijo na ameriško desnico. In to je storil prav prek ekosistema, ki ga financira Omid Malik in na katerega se bo J.D. Vance zagotovo zanašal za svojo politično prihodnost. Naključje? Težko je pozabiti, da je Malik večkrat sodeloval tudi na Doha forumu, nazadnje skupaj z Nilom Patelom, glavnim direktorjem Tucker Carlson Network, in nekdanjim zunanjim ministrom islamskega režima Jalalom Zarifom in celo Aaronom Boydom Tritoparsijem iz Islamske republike. Dejstvo, da se ista imena vedno znova pojavljajo v krogih katarske vlade, ki odkrito promovirajo interese muslimanske bratovščine, bi moralo zaskrbeti vsakega Američana. Saj Katar ni prijazna monarhija z nekaj pomanjkivostmi. To je zatiralska diktatura muslimanske bratovščine, ki ne deli ameriških vrednot. To je država, ki so jo obtožili izvajanja sodobnega suženjstva, kjer je nestrinjanje brutalno kaznovano, LGBT osebam grozi smrtna kazen, teroristi pa so tam večkrat našli varno zatočišče. To je ista država, ki je leta gostila vodstvo Hamasa. In to je ista vlada, katere registrirani agenti imajo zdaj plačano povezavo z moškim, ki bi lahko postal naslednji republikanski kandidat za predsednika. Sami se izračunajte. Kaj to pomeni za sprejemanje odločitev v Beli hiši? Katar ima očiten strateški interes zagotoviti, da je tisti, ki vodi republikance po Trumpu, obkrožen z ljudmi, ki so natronjeni Dohi. In točno tako tudi delujejo. Zanimivo je, da Carlsonova lastna vsebina skoraj do potankosti odraža to agendo. Vse do naraščajočega sumničenja in sovražnosti, ki sta zdaj usmerjena proti evangeličanski, krščanski podpori Izraelu, ki je že dolgo eden najmočnejših stebrov ameriške koalicije za podporo Izraelu. Zagotovo ni naključje, da ljudje kot je Carlson obupano poskušajo ustvariti razdor med kristjani in Judi glede Izraela. In to ni naključje. To je natanko tisto, kar bi si tuja vlada, ki poskuša preoblikovati ameriško javno mnenje, želela ustvariti. Tako da ne bom tukaj sedela in vam govorila, da je Omid Maliki katarski agent ali Iranec ali Pakistanec, saj dokazi tega ne potrjujejo. Ampak bom vprašanje zastavila neposredno. Moški, ki je pomagal financirati Carlsonovo platformo, je tudi soustanovil mrežo donatorjev za podpredsednico, ki je prav tako ustvaril mrežo stikov za preostanek administracije, ki prav tako sedi na panelih z iranskimi uradniki in na forumu katarske vlade in ima tudi poslovne vezi z operativcem, ki je zdaj na plačilni listi Katarja. Ali res verjamete, da je vse to naključje? Glede na to, kar smo pravkar predstavili, ali res ni resnega razloga za skrb, da smo priča delu večje katarske kampanje za spodkopavanje ameriške zunanje politike znotraj koalicije, ki naj bi v resnici postavila Ameriko na prvo mesto? Osebno imam resne pomisleke glede tega, kdo sedi na najvišjih, oziroma, bolje rečeno, na drugih najvišjih ravneh te Bele hiše in čigavim interesom dejansko služijo. Ko so ljudje, ki so najbližje aktualnemu podpredsedniku, isti ljudje, ki prejemajo denar od vlade, ki financira Hamas, si Američani zaslužijo pojasnilo, ne pa zbiranja sredstev. Katarski denar je zdaj povsod v Washingtonu, je povsod v medijih in think tankih, je povsod na univerzah. In zdaj je v dnevni sobi človeka, ki financira prihodnost podpredsednika. Tega je treba ustaviti. In to se začne s tem, da Američani zahtevajo, da natančno vedo, kdo je v prostoru, ko so njihovi voditelji financirani in čigav denar jih je tja pripeljal. Vendar Katar ni edini regionalni igralec, ki si kupuje naklonjenost Washingtona, medtem ko deluje proti ameriškim interesom. Obstaja še en zaveznik NATO, ki počne isto stvar na očeh vseh. In njegov predsednik je pravkar izdal nalog za aretacijo izraelskega premierja. Pogovorimo se o Turčiji. Ta teden je predsednik države članice NATO Turčije zaprosil Interpol, naj aretira izraelskega premierja zaradi genocida, medtem ko njegova lastna država še vedno ni prevzela odgovornosti za armenski genocid. In poleg tega gosti vodstvo prav tiste teroristične skupine, ki je 7. oktobra poskušala izvesti genocid nad Judi. Medtem pa je ameriški veleposlanik v Ankari, Tom Barrack, pretekli teden javno stopal na njegovo stran. V petek je turški pravosodni minister napovedal, da Ankara prosi Interpol za rdečo tiralico za aretacijo Benjamina Netanjahuja, kar temelji na nalogih za aretacijo, ki jih je Turčija že izdala proti 37 izraelskim uradnikom zaradi genocida v vojni v Gazi. Seveda nič od tega nima nobene zveze s Turčijo, a to ni ustavilo Erdoana, da ne bi poskušal uresničiti svojih islamističnih kalifatskih fantazij. V odgovor je Netanjahujev urad Erdogana označil za antisemitskega diktatorja, ki je pobil Kurde, skriva teroriste Hamasa, zaseda polovico Cipra in zapira rekordno novinarjev in politikov, ki mu nasprotujejo. In imajo prav. To je država, ki nikoli ni prevzela odgovornosti za svoj genocid nad Armenci, vodi pa jo človek, ki ima svojega glavnega političnega tekmeca v zaporu. Medtem pa on državo obtožuje genocida, ki se brani pred dejanskimi genocidnimi teroristi, ki jih Turčija ščiti. Ta teden so se napetosti še povečale, potem ko so izraelske obrambne sile napadle prazno bazo v Siriji, kjer skuša Turčija vojaško razširiti svojo prisotnost.
čemur je Izrael izrecno nasprotoval in jasno povedal, da tega nikakor ne bo dovolil. Letalska baza je bila napadena potem, ko so obveščevalni podatki pokazali, da Turčija načrtuje napotitev sil tja, pri čemer je izraelski obrambni minister Israel Katz dejal, da so izraelske obrambne sile pred napadom opozorile visoke sirske uradnike in jim dale priložnost, da se umaknejo. In šele ko to opozorilo ni bilo upoštevano, sta predsednik vlade in obrambni minister odobrila operacijo. Suverena država, ki preprečuje sovražni tuji vojski, da bi se utrdila na njeni meji, ne ravna agresivno. To je najmanjši standard samozaščite in vsaka država na svetu bi storila enako. Poleg tega, nič v NATO ne ščiti pravice Turčije, da grozi Izraelu, še posebej na tujem ozemlju druge suverene države, ki ni članica NATO, Sirije. Tudi tukaj postane vse skupaj res razburjajoče, ker je bil odziv na to dejanje samoobrambe. Kam Barrack, trenutni veleposlanik Združenih držav Amerike v Turčiji, pa tudi posebni odposlanec za Sirijo, je javno označil ta napad za nepotrebno zaostrovanje. In to ni prvič, da je Barrack stopil na stran Ankare namesto zaveznikov ZDA ali celo namesto ZDA interesov. Le nekaj dni prej, poglejte, kaj je povedal v intervjuju o Golanski planoti, kar je bilo v neposrednem nasprotju s politiko ZDA in predsednikom Trumpom, veste, njegovim šefom. Predsednik Trump je začrtal mejo pri poskusu zmernosti. Na Golanu Sirijo še vedno zasedajo Golan, v nasprotju z resolucijami ZTN, v nasprotju z vsem mednarodnim redom, ki je dejal, da je Golan sirijski. Torej, kako dolgo bodo ti vdori še trajali, preden se razmere umirijo? Leta 2019 je predsednik Trump podpisal uradno razglasitev, s katero je priznal izraelsko suverenost nad Golansko planoto. To je ameriška politika, ki jo je podpisal predsednik, kateremu služi Barrack. Kljub temu je Barrack nastopil na televiziji in je nasprotoval, da bi ugajal sirskim in turškim oblastem, ki jih skuša pridobiti na svojo stran. Resno? Nažalost je to značilno za Barracka. Bil je eden najglasnejših glasov v Washingtonu, ki je pritiskal, da bi Turčijo vrnili v program F-35, iz katerega je bila Turčija izključena leta 2019. Zaradi nakupa ruskega raketnega sistema S-400 sistema, ki bi Moskvi omogočil preučevanje radarskega podpisa ameriškega nevidnega lovca. Barrack je Trumpovo sprejetje Turčije nazaj v ta program označil za prelomni trenutek. Kot da bi bilo nagrajevanje države, ki še vedno noče opustiti ruskega sistema, nekaj, kar bi morali praznovati. Znova in znova se zdi, da Barrack postavlja interese turškega režima pred interese celo Združenih držav. Za koga torej Tom Barrack v resnici dela? Ker ne kaže, da dela za Združene države. Ampak rada bi tudi govorila o tem, kaj Erdogan dejansko gradi, ker je nalog za aretacijo le odvračanje pozornosti od prave zgodbe tukaj. Turčija je postala operativni štab Hamasa. Vodja turške obveščevalne službe Ibrahim Kalin je letos osebno večkrat gostil politični urad Hamasa v Istanbulu. Hamas je svoje notranje vodstvene volitve izvedel v Istanbulu. Izraelske varnostne službe so identificirale visoke predstavnike Hamasa, ki iz Istanbula usmerjajo napade v Judeji in Samariji, pri čemer je Erdogan osebno obljubil tej skupini in citiram: "Tako kot varujemo lastne otroke, bomo varovali tudi vas." Ameriško ministrstvo za finance je uvedlo sankcije proti več turškim dobrodelnim organizacijam in frontnim organizacijam Hamasa. In prav ta mesec so zvezni tožilci aretirali direktorja dobrodelne organizacije s sedežem v Turčiji zaradi preusmerjanja denarja tej skupini. To ni le zaveznik NATO z zapletenim odnosom do uradno označene teroristične skupine. To je zaveznik, ki dejansko služi kot njen glavni sedež. A vendar je Hamas tukaj le vidni del. Erdoganov notranji minister je celo javno izjavil, da upa, da bo nekega dne služil kot guverner Jeruzalema. Erdogan se je sam predstavil arabskim voditeljem kot zakoniti naslednik otomanskih sultanov. Turške nevladne organizacije, ki delujejo po lastni zakonodaji Ankare o dobrodelnih društvih, so bile prepoznane kot finančna središča za muslimansko bratovščino po celotni regiji. To je namerno dokumentiran projekt za ponovno vzpostavitev turške prevlade nad nekdanjim otomanskim svetom pod zastavo političnega islama. In Izrael je le ena država, ki temu stoji na poti. Torej, če je Turčija očitno odpadniški akter, kar je vsak dan bolj očitno, če so že 6 let izključeni iz programa F-35, ker nočejo opustiti ruskega raketnega sistema, če je to edina članica NATO, ki nikoli ni uvedla sankcij proti Rusiji zaradi Ukrajine, če vojaško okupira polovico Cipra in to že 50 let. Če zapira več novinarjev kot skoraj katerakoli druga država na svetu in če njen trenutni predsednik izdaja naloge za aretacijo voditelja najtesnejšega ameriškega zaveznika na Bližnjem vzhodu, medtem ko gosti skupino, ki je pobila njegove državljane, zakaj so še vedno v NATO? Trenutno v NATO-vi pogodbi ni formalnega mehanizma za izključitev članice, vendar je Turčija argument za to, da ga vzpostavimo in to zelo hitro. Zavezništvo, ki ne more odstraniti članice, ki aktivno ščiti skupino, uradno označeno za teroristično, ni resno zavezništvo. Turčija bi morala biti izključena iz NATO. Pika.
Da zaokrožimo vse skupaj. Katar in Turčija nista tekmeca v prizadevanjih za spodkopavanje Združenih držav in njihovih zaveznikov. Sta partnerja. Obe vladi financirata, ščitita in legitimirata iste islamistične mreže. Obe dvorita istemu krogu ameriških uradnikov in medijskih osebnosti. In obe dosegata rezultate. Ko povenete to Belo hišo in vidite zelo sumljivo mrežo donatorjev, podpredsednice ter veleposlanico v Ankari, ki daje prednost turški politiki pred ameriško, ne gledate na dve ločeni zgodbi. Gre za usklajeno kampanjo za demoralizacijo Združenih držav, medtem ko krivdo prelagajo na druge. No, zdaj je čas za dobro, slabo in grdo. In ta teden želim začeti z dobrim, ker je ena hollywoodska produkcijska hiša dejansko stopila po robu enemu najbolj vztrajnih protiizraelskih nestrpnežev v Hollywoodu. Da, govorim o Marku Ruffalu. Za boljše razumevanje naj razložim, kdo Mark Ruffalo v resnici je, ker me gre za nekoga, ki bi mimogrede rekel kaj, kar bi bilo potem izkrivljeno. On je popolnoma obseden z Judy in je pravi norec. Pred 6 leti je Ruffalo Izrael imenoval apartheidsko državo. Leta 2021 je celo obtožil Izrael genocida, s čimer je že dokazal, da sploh ne ve, kaj ta beseda pomeni. Medtem pa je Ruffalo takoj po 7. oktobru, ko so še vedno identificirali trupla 1200 umorjenih Izraelcev, že objavljal peticije, v katerih je konflikt prikazoval kot izraelsko ubijanje otrok. Ko so 4 talce rešili iz ujetništva pri Hamasu, tega ni mogel niti označiti za reševanje. Govoril je o izpustitvi, kot da bi jim Hamas naredil uslugo iz dobrote svojega srca. Ko so 6 talcev, vključno z ameriškim državljanom Hershom Goldbergom Polinom, našli usmrčene strani njihovih ugrabiteljev, je bil njegov odziv, da je okrivil ameriško podporo Izraelu. Objavo, ki je bila tako neobranljiva, je celo sam izbrisal. Potem se je lani vrnil k temu, da je to situacijo poimenoval genocid in podpisal uradno zavezo, da bo popolnoma bojkotiral izraelske filmske institucije, ker so očitno po njegovem mnenju odgovorne. Ampak sodelovanje z iranskimi institucijami pa ni problem, kaj ne, Mark? Ta teden je Mark uporabil isto logiko, oziroma pomankanje le-te, in jo prenesel na korporativno združitev ter obtožil ameriško-judovsko družino Ellison, da poganja, citiram, nekatere najbolj uničujoče in nečloveške sile na svetu. Zaradi Oraclove tehnologije, ki podpira Izrael po 7. oktobru, njegova celotna obtožba temelji na ponovno objavljenem posnetku izvršne direktorice Oracla, Safre Katz, iz leta 2024, kjer pravi, da je Oracle naredil nekaj stvari za izraelsko vojsko, ki jih, citiram, o katerih res ne more govoriti. In da ima podjetje nekaj izjemno zastrašujoče tehnologije, ki jo je dalo na voljo. Zdaj nikoli ni povedala, kaj to je. Nihče zunaj Oracla in izraelske vlade ne ve, na kaj sploh namiguje. Ampak Ruffalo je vzel izjavo direktorice, ki je bila namerno nejasna, in jo spremenil v neposredno obtožbo genocida in apartheida proti ameriški družini samo zato, ker so Judje, brez enega samega konkretnega dokaza. Tokrat pa mu Paramount tega ni pustil brez posledic. Tiskovni predstavnik je nastopil in povedal, da je podjetje zelo zaskrbljeno, ko se antisemitski stereotipi uporabljajo pod pretvezo poslovnega spora. In da so besede, kot sta genocid ali apartheid, uporabljene v kontekstu poslovne transakcije, popolnoma neprimerne. S tem se razvrednoti resnično trpljenje, ki ga te besede opisujejo. In to ustreza tudi vzorcu pri Paramountu, le da je ravno nasproten, ko je skoraj 4000 hollywoodskih osebnosti podpisalo isto zavezo o bojkotu, ki jo je podpisal tudi Ruffalo. Paramount je bil prvi večji studio, ki jo je javno zavrnil in dejal: utišanje posameznih ustvarjalnih umetnikov na podlagi njihove narodnosti ne spodbuja boljšega razumevanja ali napredka k miru. Ne bi smelo biti tako redko, da podjetje poimenuje antisemitizem s pravim imenom, namesto da bi pustilo, da znana oseba nekako opere z izgovorom poslovnega spora. Glede na vse, kar smo danes obravnavali, mislim, da je vredno izpostaviti, kadar nekdo ravna pravilno. In Paramount je tokrat zagotovo ravnal prav. In zdaj še slaba zgodba, ki se je zgodila prav v New Yorku. Ta teden je FBI aretiral 35-letno Jessico Bowie iz Albanija, ker je načrtovala razstrelitev kapitolskega poslopja Zvezne države New York, medtem ko so bili zakonodajalci v notranjosti. Bowie je pred 5 leti prestopila v islam. Prevzela je ime Aisha Saif in se radikalizirala prek spleta, kjer je v več zvočnih posnetkih v angleščini in arabščini prisegla zvestobo ISIS-u. Nato je več tednov opazovala Kapitol, fotografirala iz različnih vzornih kotov in celo povedala informatorjem FBI, da želi, citiram, uničiti čim več stavbe in ubiti senatorje, medtem ko imajo sestanek. Razpravljala je o tem, da bi bombo zamaskirala kot dostavo hrane, kupila materiale v trgovini z orodjem in celo razmišljala o mestni hiši v Albaniju, preden se je na koncu odločila, da je, po njenih besedah, državna prestolnica boljša tarča. Tožilci pravijo, da je načrtovala pobeg na ozemlje pod nadzorom ISIS v Siriji. Nato pa vrnitev, da bi napadla Times Square na Silvestrovo in na koncu celo Belo hišo. Aretirali so jo v trenutku, ko je prevzela tisto, za kar je verjela, da je prava eksplozivna naprava. Zdaj pa ji grozi do 20 let zapora.
To je seveda grozno, a posledice so še bolj strašljive. Preiskovalci so povedali, da je Bowie opisala, kako se je iz deklice, ki je mahala z ameriško zastavo po 11. septembru, spremenila v osebo, ki je v znak praznovanja lepila nalepke z rušenjem stolpnic. To je ameriška državljanka, rojena in vzgojena v ZDA, ki je bila pripravljena pobiti lastno parlament svoje zvezne države zaradi razloga, ki izvira na tisoče kilometrov stran. In ni osamljen primer. To ni enkratna zgodba o moteni osebi. To je simptom nečesa, kar se širi znotraj ameriške družbe. Postopna spletna radikalizacija, ki običajne Američane brez povezave z Bližnjim vzhodom spremeni v pešake političnega islama. To ni vprašanje islamofobije, saj ista strupena ideologija nesorazmerno ubija tudi druge muslimane po Bližnjem vzhodu. V ZDA to ideologijo vidimo skozi kult smrti svobodne Palestine in skozi ugrabitev demokratske stranke strani DSA. In to vidimo tudi pri islamistih, ki prisegajo zvestobo ISIS-u. Washington tega ne more več obravnavati kot niz nepovezanih incidentov. Namesto kot usklajeno ideološko okužbo, pravzaprav pravo okužbo, ki se širi skozi ameriško družbo. Ameriška življenja so zelo očitno ogrožena. In zdaj končno še grda zgodba, ki nas popelje nazaj v Islamsko republiko in Španijo, kjer ima režim prijatelja v Pedru Sanchezu. Ta teden so državni mediji v Islamski republiki sporočila, da je španski vlagatelj zdaj dobil odobritev za prvo tujo naložbo režima v provinci Južni Horasan za projekt rudarjenja in predelave mineralov. Po ameriških sankcijah to ni sivo območje. Izvršni ukaz 13902 izrecno navaja rudarstvo kot sektor iranskega gospodarstva, ki je predmet sankcij, skupaj z gradbeništvom, proizvodnjo in tekstilom. Vsakdo, ki deluje v tem sektorju, vključno s tujimi državljani, je zaradi tega izpostavljen ameriškim sankcijam. Medtem je Bruselj na strani EU lani septembra ponovno uvedel obsežne sankcije proti Islamski republiki in prepovedal trgovanje z nepredelanimi kovinami ter ponovno uvedel široke omejitve glede naložb. Medtem pa je islamski režim v zadnjih tednih kljub vsemu izrecno grozil Evropi. Španski predsednik vlade Pedro Sánchez je v tej vojni ves čas se postavljal kot najglasnejši evropski kritik kakršnihkoli vojaških ukrepov proti islamskemu režimu v Iranu in je blokiral Združene države pri uporabi baz, odpokal španskega veleposlanika iz Izraela in označil kampanjo proti režimu za nezakonito in kruto. Zanimivo, kako nimaš ničesar zapovedati o krutosti in nezakonitosti množičnega pobijanja 10.000 iranskih protestnikov, kaj ne, Pedro? Kakorkoli, po podatkih španskega ministrstva za trgovino, njegova vlada je odobrila več kot $1,5 milijona izvoza blaga z dvojno rabo v Islamsko republiko samo v letu 2024 in prvi polovici 2025. Vključno z detonatorji, eksplozivi in visoko natančnimi stroji, primernimi za izdelavo raket in dronov. Skoraj 70%. Tega pa je šlo neposredno podjetjem povezanim z državo. Odkar je Sánchez prevzel položaj leta 2018, so španski izvozi, povezani z obrambo, v ta režim dosegli skoraj $200 milijonov. Torej, medtem ko Sánchez na televiziji govori, da je proti vojni, njegova lastna vlada v bistvu pomaga islamskemu režimu voditi vojno. Tako izgleda zunanja politika, ki si sama škoduje. Ne moreš trditi, si lastiš moralno vzvišenost, ko nasprotuješ vojni, medtem ko dobavljaš dele za rakete režimu, ki je vojno začel. In to ni neka nevtralna vlada, ki jo podpira Sánchez. To je isti islamski režim, ki je samo letos pobil 10.000 protestnikov in še vedno skoraj vsak dan usmrčuje tiste, ki jih je aretiral. Da država članica Evropske unije tiho in učinkovito oborožuje vojaško-industrijski kompleks režima, ki izvaja množične poboje nad lastnim prebivalstvom, medtem ko ista država članica svetu pridiga o človekovih pravicah, je izdaja načel, na katerih naj bi bila zgrajena Evropska unija. Če Bruselj resnično verjame v sankcije, ki jih je ponovno uvedel, bi moral najprej vprašati, zakaj jih krši ena od njegovih lastnih držav članic. Morda je Španija naslednja država, ki bi jo bilo treba sankcionirati. To je vse za ta teden. Če želite zgodbe, ki se jih preostali mediji ne dotaknejo, ko gre za Izrael ali Iran, me spremljajte na X in Instagramu. Povezave so spodaj. Sem Emily Schroeder in to je bil Access of Truth. Se vidimo naslednji teden.